Tukaj je US More, z nami je zdaj Samuel Ben-Orr, raziskovalni analitik pri Fundaciji za obrambo demokracij. Samuel, ta kitajsko upravljani rudnik pravi, da bi lahko naraščajoče nasilje v enem mesecu onemogočilo nadaljne delovanje. Toda ali je v težavah le ta projekt ali pa je to opozorilo, da je ogrožena celotna kitajska strategija v Balučistanu? Kaj natančno naj si mislimo o tem poročilu? Ja, torej ne gre le za en projekt. To je nekaj, kar Kitajsko skrbi glede njenih naložb v Pakistanu že skoraj pol desetletja. Tudi prej letos je Tariki Taliban oziroma pakistanski Taliban napadal kitajske delavce, ki so šli na hidroelektrarno Dasu, prav tako v Pakistanu. In Kitajska je izrazila zaskrbljenost, da Pakistan ne ščiti kitajskih delavcev, ki prihajajo delat na te projekte pobude Pas in cesta. Zaradi tega so dejansko zmanjšali gospodarske vezi in manj lagali, kar je slabo za Kitajsko, saj naj bi bil Pakistan njihov vodilni projekt pobude Pas in cesta v Aziji. Torej, zakaj je ta regija tako strateško pomembna za Kitajsko? Še posebej koridor, ki povezuje zahodno Kitajsko s Katarjem in Arabsko morjem. Kaj vse to pomeni za kitajsko gospodarstvo? Za kitajsko gospodarstvo to dejansko nima največjega vpliva. Vsekakor ne ta rudnik, čeprav proizvaja večino pakistanskega izvoza bakra, ki skoraj v celoti gre na Kitajsko. To pa ni projekt, zaradi katerega bi bili zaskrbljeni, saj ima Kitajska več kot dovolj za pokritje. Ta obrat proizvede približno 15.000 ton bakra na leto. Prava skrb je, da so nameravali to povečati z načrtovanim novim rudnikom prav v tej regiji, ki naj bi proizvedel 400.000 ton bakra na leto, kar bi bilo pomembno. Zdaj pa se Kitajska sprašuje, ali je to sploh mogoče. In veste, strani osvobodilne vojske Balučistana si želijo predvsem, da tuje sile ne bi vstopale na njihovo ozemlje in jim odvzemale naravnih virov. In kot ste rekli, jim v zameno ne vračajo ničesar. No, glede na to, če te balučistanski separatisti menijo, da Kitajska jemlje njihove vire in odnaša del bogastva iz regije, ali bi Kitajska lahko ustavila nekatere od teh napadov, če bi Balučem plačala odškodnino? Nočem ustvariti vtisa, da so balučistanski separatisti v tradicionalnem pomenu niso borci za svobodo. ZDA jih obravnavajo kot tujo teroristično organizacijo. Kot smo se naučili iz naših izkušenj na Bližnjem vzhodu, plačevanje teroristom običajno ne deluje. Kitajska je v preteklosti zagotovo poskušala sprejeti bolj drastične ukrepe. Želeli so napotiti kitajske varnostne sile v Pakistan, da bi zaščitili te poti, vendar je Islamabad to zavrnil. In kot posledica tega, veste, je bil to eden od razlogov, zakaj je Kitajska rekla, vi tega ne jemljete dovolj resno, ne ščitite naših državljanov. Torej, Kitajska, veste, govori o tem, kako ima s Pakistanom prijateljstvo v vseh okoliščinah in omenja okrepljeno varnostno sodelovanje. Toda dejstvo je, da kitajski državljani umirajo. In to je nekaj, česar Peking noče videti v skupnem gospodarskem projektu. Če Pakistan ne okrepi varnosti, bi lahko Peking neposredno začel varovati nekatere od teh projektov pobude Pas in cesta znotraj Pakistana? Morda ne v Pakistanu, ker so to že poskusili. In spet je Pakistan rekel ne. Lahko pa bi povečali pritisk glede tega. Seveda bi lahko, veste, Pakistan se v veliki meri zanaša na Kitajsko za svoj izvoz, kar je velik del pakistanskega dohodka, ki temelji na prodaji Kitajski. Mislim, da je 98% bakra, ki so ga imeli v tej tovarni, šlo v Peking. Tako da je to nekaj, kar bi lahko Pakistanu bilo pomembno, Kitajska pa ima tukaj nekaj vzvoda. Na koncu je to odločitev Pakistana in to je nekaj, kar bi bilo zanje grozno, še posebej, ker so konflikti z Indijo še vedno napeti, zlasti okoli Džamuja in Kašmirja. To zanje izgleda res slabo. Če ne morejo zagotoviti varnosti svoje meje ali svoje regije tukaj in morajo Kitajci priti ter v bistvu zaščititi njihovo lastno ozemlje. Samuel Ben-Orr, odličen vpogled v dogajanje na Kitajskem, v Pakistanu in Balučistanu. Najlepša hvala, da ste bili z nami na i24 News English. Hvala.